3 leta in pol je ta vlada z predsednikom vlade gledala stran, ko smo ljudje iz terena opozarjali, da so razmere nevzdržne, ko je 11 županov vložilo zakone za rešitev romske problematike, ko je te zakone podpisalo več kot 30.000 ljudi. Te zakone so zavrnili, potem smo jih posvojili mi v Novi Sloveniji, ker smo želeli ljudem pomagati, ker mi, za razliko od Goloba, ljudem verjamemo. To, kar se je zgodilo v Novem mestu, je pokazalo, kako neučinkovita je ta vlada in da se mora zgoditi tragedija, da bo ta vlada ljudi jemala resno. Prišel je predsednik vlade z ministri ves zastražen. Sprašujem se, koga se je bal. Ko smo mi opozarjali, da se ljudje bojijo Romov in da ni varnosti, se nam je smejal. Rekel je, da smo nestrpni in da širimo sovraštvo. Ne vem, koga se je včeraj bal. Nas Novomeščanov se ni bilo treba bati. Mi smo včeraj predvsem jokali. Romov se pa oni itak ne bojijo. Ko je prišel, smo pričakovali vendarle Novomeščani, da bo najprej stopil pred kamere in izrekel sožalje družini. Se družini umrlega opravičil, ker so soodgovorni za njegovo smrt. Prosil odpuščanja njunih otrok, sina, ki ga je šel oče reševati, pa je zato plačal življenjem, da se bo opravičil prebivalcem Dolenjske in Novega mesta, ker jih je ignoriral 3 leta in pol, in da bo šel prižgat svečko, tako kot smo delali mi ves dan včeraj. Nič od tega ni naredil. Je rekel, da je za svečke še čas. Je pa zelo odločno napovedal ukrepe, ostre ukrepe. Je bila potrebna smrt, da bojo zdaj te ukrepe sprejeli. Moje sporočilo mu najprej je, zakaj bi mu pa zdajle Dolenjci verjeli. In pričakujemo jutri na seji občinskega sveta konkretne ukrepe. Take ukrepe, kot jih je Nova Slovenija predlagala že 4-krat. In samo ponovila jih bom. Včeraj je govoril o mladoletniškem nasilju. In ta Rom, ki naj bi bil morilec, je bil obravnavan kot mladoletnik večkrat. Mi smo predlagali in ta naš zakon o spremembi zakona o kazenskem postopku je že drugič vložen, ker prvič je bil lani oktobra zavrnjen, kjer predlagamo, da bi ravno mladoletnike, ki jih zdaj ni mogoče zapreti v mladoletniški zapor, kjer bi jih prevzgojili, ker ti otroci rabijo prevzgojo, da bi torej omogočili te zapore. Gladko zavrnjeno. Zakon še vedno čaka na obravnavo. Sprašujem se, ali ga bojo zdajle podprli. Ker če bi ta zakon, ki smo ga mi predlagali lani, že veljal, mogoče bi tega, mogoče pa katerega drugega potencialnega storilca že zaprli. Ste slišali, kaj so včeraj rekli Novomeščani? Take, ki nas ogrožajo, ne glede na to, koliko so stari, če res niso otroci, ki sodijo v šolo, zaprite. To so rekli ljudje iz ulice, to so rekli prijatelji pokojnega Acota, to nismo rekli politiki včeraj. Včeraj so ljudje iz ulice povedali, da se dejanja z elementi nasilja dan za dnevom ponavljajo. Kaj smo predlagali v Novi Sloveniji? Da se pri zakonu o izvršbi tistim, ki ponavljajo prekrške, posebno če imajo prekrški znake kaznivih dejanj, ne izplača
socialna pomoč in otroški dodatki v denarju, ampak da se jim ta denar odtegne in se jih izplača v dobrinah, tako kot nam je to uspelo pri starših, ki svojih otrok ne pošiljajo v šolo. Kajti, ko mladoletnik najprej začne s prekrškom, mu mora sistem, torej država, dati znak, da to ni dovoljeno in da tega ne bo tolerirala. Dobila sem odgovor, zdaj že ministrice v odstopu, da smo pač mi socialna država. Kaj nam je s tem sporočila? Da če si prejemnik socialnih pomoči, delaš lahko karkoli hočeš. Pa ne rabiš plačati kazni, če si upokojenec ali delavec, torej pošten državljan, moraš svojo kazen plačati. In tako je prav. Potem ste včeraj slišali, da se ti ljudje, ki baje živijo v getih, vozijo z najdražjimi avtomobili in so oblečeni v najdražja oblačila. Zanima me, kakšen je to geto, ko se voziš v črnem Audiju. Kakšen je to geto? In tem ljudem pač je dovoljeno vse. Povedali so Novomeščani, da se ti ljudje vozijo brez vozniških izpitov, oziroma da vozniške izpite kupijo. Predlagali smo 4-krat zakon o voznikih, kjer smo predlagali, da tisti, ki ni pismen, in pismenost naj bi se nekje dosegla v 7. razredu osnovne šole, da takšen ne more delati vozniškega izpita. Rekli so nam v koaliciji, da je to protiustavno. Ni pa protiustavno voziti drag avto, z njim ogrožati nedolžne ljudi in v njem prevažati mamila in orožje. A to pa ni ustavno, protiustavno. Niso nas poslušali. Podlaga za vse to, kar se dogaja in je bilo za zdaj strani koalicije in predsednika vlade prezrto, pa je dolgoletna, zgrešena socialna politika. Zato smo tudi na tem področju, vam je dobro znano, predlagali 3 zakone. V 4. poskusu smo uspeli z eno pičico, da se staršem, ki ne pošiljajo svojih otrok v šolo, socialni transferi ne izplačujejo v denarju, temveč v naravnih dobrinah. Ampak zakon velja. Ministrstvo za socialo pa ni napisalo pravil, kako ga bojo socialni delavci izvajali. Ministrstvo za šolstvo ni napisalo pravil, kako ga bo šolska inšpekcija izvajala. Torej, zakon so sprejeli za kuliso. Češ ljudje, nekaj smo naredili za vas, zdaj pa spet glavo tiščijo v pesek. Sprašujem se, a bo svojo glavo prinesel Luka Mesec v Novo mesto jutri. Včeraj ni zbral poguma, da bi prišel. Torej, zato ponovno vlagamo tudi paket socialne zakonodaje, ker ni bila sprejeta tako, kot bi morala biti. Tu je še poleg teh 2 zakonov, ki govorijo o prejemkih, še zakon o trgu dela, kajti ti mladi ljudje, močni, lepo oblečeni, kako se reče, nabildani, veste, oni imajo čas. Ti ljudje bi morali tu službo, pa ne grejo, so pa prejemniki različnih pomoči, tudi nadomestil za nezaposlenost. Tudi tukaj bi po našem zakonu jih pač prej in lažje izbrisali iz te evidence. Torej, za zaključek, kot Novomeščanka, kot prvopodpisana pod zakone, o katerih sem govorila in jih danes ponovno vlagamo, bi rada verjela, da se bo zdaj nekaj zgodilo. Vendar se bojim, da bo tudi še sedaj ostalo pri praznih besedah. Tega si več v Novem mestu ne bomo dovolili. Zato pozivam vlado, da resno premisli, prinesli smo jim rešitve na krožniku. Naj te rešitve sprejme ali pa odstopi. Hvala lepa.
Spoštovani izbrani novinarji, novinarke in medijske hiše. Najprej v imenu Nove Slovenije iskreno sožalje ubitemu očetu, prijatelju, možu, pridnemu in delavenemu Novomeščanu. Nova Slovenija ima popolnoma mirno in čisto vest pri tem, ko govorimo o tej tragediji, ki se je zgodila v Novem mestu. Že na koncu prejšnjega mandata smo vlagali to zakonodajo, pa ni bila sprejeta, ker je stranka, kateri je takrat bil koordinator, prvi koordinator Luka Mesec, to zakonodajo blokirala z referendumom, referendumsko pobudo. Tudi v tem mandatu smo to zakonodajo, ki bi mogoče preprečila to nasilje, vlagali v parlamentarno proceduro kar 3-krat. Gre pa za paket 6 zakonov. Ta zakonodaja je nastala na pobudo ljudi, domačinov. Namesto podpore vlade Roberta Goloba smo pa bili v Državnem zboru priča govorici, da smo nestrpni, romofobi, ksenofobi in to od vseh poslancev koalicije. Češ, da hujskamo. Ne. Poslušali smo ljudi iz jugovzhodne Slovenije. Tudi priča smo bili dogodkom od ljubljanskega kmeta, ki je bil pretepen, do župana Ribnice, ki so ga prav tako pretepli, do kočevskih policistov, vse dokler se ni zgodila tragedija. Tragedija, ki verjamem, da spreminja tudi Slovenijo v tem, ko govorimo, kaj je in kaj ni odgovorna politika. Kajti ljudje si zaslužijo prvič varnost. Brez varnosti ni svobode. Svobode z malo, polnem pomenu besede. Brez varnosti ni gospodarske pobude, ni zdravstva. In tukaj imamo popolno legitimnost v Novi Sloveniji in ponovno apeliramo na vlado, na vladno koalicijo, da zakonodajo, ki jo tokrat vlagamo, skupaj tudi s podpisi opozicijske stranke, da to zakonodajo tokrat le podprejo, preden pride do drugih smrtnih žrtev, do drugih tragedij. Ni več časa za populizem, ki ga zganja ta vlada. Včeraj, kar je predsednik vlade obljubljal ljudem, lepo in prav, ampak je prepozno. Nekdo je izgubil življenje, ker je predsednik vlade in celotna koalicija niso poslušali ljudi na terenu, Novomeščank, Novomeščanov, prebivalk in prebivalcev jugovzhodne Slovenije. Sedaj prihajamo spet s paketom teh zakonov. Verjamem, da se je v koaliciji, tudi med tistimi poslankami in poslanci, ki so hujskali proti nam zaradi te zakonodaje, da bo sedaj dovolj poguma, da to zakonodajo sprejmejo, nam pomagajo, da je sprejeta. Posameznik, tudi če je mladoleten, ki je sposoben zagrešiti kaznivo dejanje poskusa uboja, ropa ali česar podobnega, je zagotovo tudi sposoben, da gre v mladoletniški zapor. Ja, ta zakonodaja je za vse državljanke in državljane. Za vse veljajo enaka merila. Tisti, ki
zagrešijo kazniva dejanja, večkrat. A smo res takšna socialna država, da tem ljudem dajemo še denar? Zato, da nič ne delajo, hodijo pa po ulicah in strašijo ljudi? Ja, ta zakonodaja mora veljati za vse državljane in državljanke in za vse ljudi, ki prebivajo v Sloveniji. Gospe in gospodje, vlada Roberta Goloba nas je v 3 letih in pol pripeljala na več področjih v kaos. Ne samo na področju varnosti, tudi na drugih področjih, od zdravstva do javnih financ. Letalo brez pilota na večjih področjih. Slovenija potrebuje stabilnost. Slovenija potrebuje red in ne kaosa, ki nam ga riše ta vlada. Predsednik vlade Robert Golob, veste, nima nobene legitimnosti za reševanje nastale situacije, saj je, kot sem dejal, nasilje nad ljudmi v jugovzhodni Sloveniji več kot 3 leta ignoriral. Mi smo vlado in ministre več kot opozarjali, da se incidenti stopnjujejo, a vedno so nas zavrnili, češ da pretiravamo. Zaradi tega ljudje pričakujejo tudi upravičeno odstop predsednika vlade, da ne govorim pa niti o ministru za delo, Luki Mescu, ki je koordinator romske problematike, medresorsko delovno skupino vodi. Kje pa njegova odgovornost za nastalo situacijo? Vsled tega, da v državi vzpostavimo red in stabilnost, da zagotovimo ljudem varnost, je pa odločitev tudi vlade, ki je sedaj nepopolna, brez 2 ministrov in verjamem, da bo še brez enega, je odločitev, da bi šli na predčasne volitve, popolnoma legitimna. Popolnoma legitimna, kajti tukaj ne govorimo več o gospodarstvu, ne govorimo o zdravstvu, govorimo o varnosti ljudi, ki se bojijo iti na ulice, zaradi tega, ker ta vlada ignorira vse klice prebivalk in prebivalcev v jugovzhodnem delu države. Pa da ne bo pomote, govorimo o varnosti, ne gre samo za vprašanje Romov. Kriminalna dejanja se povečujejo tudi v Ljubljani. Se povečuje tudi na Štajerskem. Pretekli teden 14-letnik zagrešil umor 82-letnika. Kam smo kot družba prišli? In pod to vlado, ko je vse dovoljeno, smo prišli predaleč. Zaradi tega je ob tem nujno potrebno klicati reset. Najprej v temeljnih vrednotah, v temu, kaj je prav in kaj ni prav. Kajti, če je vsem vse dovoljeno, potem je to država, ki je brez reda. Država brez reda pa je samo nek skupek in nič več. Država so pa ljudje. Vita, izvoli, če želiš še kaj dodati. Hvala. Jaz bi se rada kot novomeščanka zahvalila mojemu predsedniku in vsej poslanski skupini. Torej, rada bi se zahvalila kot novomeščanka predsedniku in vsej poslanski skupini, da nikoli v tem času, 3 leta in pol, prav nikoli niso podvomili, da govorim resnico in da prenašam želje ljudi na terenu, ker pač živim v centru mesta in tudi Aleš, ki smo ga klicali Aco, je na nek način simbol našega mesta. Novomeščan je, delal je na glavnem trgu, vsi, ki smo tam hodili, da se je pozdravljal in nam kuhal kavo, kot je bilo rečeno. Živi skoraj v centru Novega mesta. Tako da res sem žalostna, da se je to moralo zgoditi in upam, da bo ta dogodek vendarle opogumil tudi vse ostale politike
da bojo sledili Novi Sloveniji in naredili to, kar hočejo ljudje. Zdaj pa še nekaj o policiji. Policija dela pač tako, kot je naročeno in dela tako, kot je vodena. S policijo delam že 40 let. In upam si trditi, da se tako imenovana depolitizacija policije, ki jaz rečem politizacija prosto po Golobu, v tem trenutku na terenu močno pozna. Policisti niso vodeni, policisti niso podprti s strani vodstva takrat, ko bi morali izvrševati zakon za vse enako. Policisti so celo prestrašeni. Zato sem prepričana, da del odgovornosti nosi tudi sedanji generalni direktor policije. On ni nov, saj veste. On ima samo nov mandat. To je pa velika razlika. Prej je delal v policiji kot prvi kriminalist, bil je VD direktorja in on je generalni direktor policije samo zato, ker si je to želel gospod Poklukar. Zato sem prepričana, da bi morala oditi v paketu. Še toliko, pozivam ga, da tudi on odstopi. Hvala. Žana, takšen pop-tv, mene zanima, kaj pričakujete v političnem smislu, da bo to dogajanje prineslo. Govorite torej o politični odgovornosti še tretjega ministra, ali torej njegov odstop. In drugo vprašanje je, ali se boste pridružili pozivu oziroma se boste udeležili protestnega shoda, ki ga je vodja stranke SDS že napovedal ob izredni seji Državnega zbora. Ali boste v Novi Sloveniji torej tudi pozivali na ulico? Vrag je v smislu varnosti vse všala. In jaz mislim, da se mora tudi okrog naše zakonodaje, okrog drugih stvari, ki bojo predlagane, da je potrebno klic k normalnosti, se sprejmejo ukrepi, ki bi ljudem zagotavljali varnost. Če ste poslušali včeraj odzive iz Novega mesta, ste lahko videli, da se ljudje počutijo ogrožene, da jih je strah. In tudi na drugih področjih Nova Slovenija bo podpirala vso zakonodajo, ki bo krepila varnost v splošnem in ožjem pomenu besede. Kar se tiče pa tudi zborovanj, mi smo bili včeraj, kot je dejala poslanka, v Novem mestu prisotni. S tem dajemo tudi podporo domačinom, ljudem, svojcem v tem tragičnem dogodku. In bomo prisotni tudi jutri v Novem mestu in bomo prisotni tudi, če bo treba v Ljubljani. Zaradi tega, ker le na ta način bomo lahko tudi, se pravi, s pozitivnimi shodi ljudem sporočali, da pa vendarle je tukaj politika, kateri je mar za ljudi in jih ne pusti na cedilu in se ne obkroža z robokopi, ko pridejo med ljudi v Novo mesto. Ja, tudi kar se tiče izredne seje, kar je bila včeraj napovedana, ne povem, da je dala Nova Slovenija tudi podpise, sopodpisujemo v bistvu tudi to izredno sejo in druga opozicijska stranka tudi naše zakone. Pravim, tukaj ni čas in prostor pri tem, ko govorimo o naših zakonih, za nič drugega kot to, da so sprejeti. A veste zakaj? In zakaj imam jaz, pa gospod Čadonič Špelič, mirno in čisto vest? Zato tega, ker smo prosili koalicijo, če je to lahko sprejeto že 2 leti nazaj. Pa so nas zavrnili. Pa mogoče bi bil ta človek živ, če bi to sprejeli.
Mogoče bo kakšen pretep v kakšen lokalu manj, ki bi bil tisti mladoletnik kje drugje, ne pa v lokalu se zabaval in izsiljeval ljudi ali pa prodajal drogo. Torej, ta država potrebuje res red. Ne pa to, da policija pride, piše in gre naprej pred istim lokalom, pa se potem zgodi umor, boj. Mislim, to se lahko jutri spet zgodi nekje drugje v tej državi, če ne bomo sprejeli zakonodajo, ki jo mi predlagamo. Jaz bi rada glede teh protestov takole rekla. V Novem mestu se je Robertu Golobu spontano zgodil narod. Ljudje so prišli včeraj ves dan. Bilo jih je sigurno več kot 1000. Jutri bomo spet prišli, da bomo mirno pokazali solidarnost z družino pokojnega Aleša in da bomo tudi mirno in dostojanstveno podprli našega župana in da bomo slišali od vlade, ki bo jutri prišla, kakšne bo sprejela ukrepe. Od jutri naprej ne bo več izgovora. Jutri bomo vsi svetniki mestne občine tam, da bi jih poslušali, in jutri se bo spet zgodil narod na Dolenjskem. In prepričana sem, da bo teklo vse mirno in dostojanstveno. Toda, če ne bo ukrepov, se bojim, da naš rek, kot smo si ga Novomeščani izbrali, dovolj je, ne bo ostal samo pri besedah. In res si ne želimo, da bi se zgodila ulica. Zato naj jutri pridejo z konkretnimi ukrepi. Manjela Mešaka, jaz sem pa eno vprašanje zdaj, izrazili ste upanje, da bodo v koaliciji podprli vaš paket zakonov. Ste mogoče konkretno z njimi že kaj pogovarjali? So že izrazili kakšno namero, da bodo predlagano zakonodajo podprli? Imate kakšne potrditve od katere strani? V tem trenutku seveda se nismo z njimi pogovarjali, kajti čez vikend nismo govorili z njimi, ampak so čustvovali z Novomeščani. Že prej sem rekla, kako naj zaupamo ljudem, ki so 4-krat gladko zavrnili naše predloge. Ampak dajmo jim možnost popravnega izpita. Danes zakone vlagamo in jaz sem prepričana, da je to edina prava, hitra in učinkovita pot, da so ukrepi, ki so nujno potrebni, tudi sprejeti. Torej, prinašamo jim ponovno rešitev. Zdaj je vrag vzel šalo, upam, da so se spametovali in bojo naše predloge zakonov podprli. Hvala.